Povezanost gibanja in aktivacije možganov je seveda danes tudi že jasna. Tukaj le vidimo, kako aktivni so možgani po tihem sedenju, kako aktivni so po 20-minutnem sprehodu in vidimo, ne, kaj pomeni naprimer, samo 20-minutno gibanje. Vemo zdaj, da je naprimer, 20 minut gibanja zunaj na soncu ima 7 ur pozitivnega učinka na možgane. To je super informacija. To je tudi nekaj, kar nam odraslim lahko pomaga, ne samo otrokom. In seveda, kaj lahko mi naredimo doma, v šoli, v vrtcu, doma seveda staršem jih je treba naučiti, da morajo začeti omejevati čas otrok preživeti pred ekranom, da morajo poskušati povečati prostočasno športno dejavnost, da morajo zaslonsko tehnologijo umakniti iz otroških sob in da, ko otroci postanejo nemirni, naj se razgibajo, ne rečejo, zdaj pa sed tamle, glej televizijo, tukaj imaš telefon, ki si bil priden, ki si ne vem kaj naredil. Skupaj z vrtcem ali pa šolo je pa treba spodbujati, na primer v vrtcu, sprehode v naravo, gibanje v naravi, igranje v naravi, tudi omejiti sedeči čas otrok, zagotoviti uro športa na dan vsem otrokom, tudi če slabo vreme, se poskušati zmeniti starši, otroci bojo tudi blatni pa umazani, to je super, vsak otrok mora biti vsak dan lačen, umazan pa utrujen. Tak otrok bo zdrav otrok, tak otrok bo tudi srečen otrok. V šoli, na primer, se zelo trudimo, da bi imeli skupno poučevanje razrednih učiteljev in športnih pedagogov v prvi in drugi triadi. Tudi imamo in tudi ponekod uresničuje te ideje in tudi nekateri naši študentje, na primer, ki končajo fakulteto za šport, potem grejo še na pedagoško fakulteto, da dobijo še kompetence iz predšolske vzgoje, in povsod, kjer so bili tudi v vrtcu, zraven, pa so sodelovali z vzgojiteljicami, je bil ta razvoj otrok v vrtcih bistveno boljši, so še spodbudili to, da so se otroci bolje razvijali. Tako da je treba tudi spodbujati učenje z gibanjem, v gibanju, dejavne odmore, pri vseh dejavnostih, tudi v vrtcu, in tudi pri vseh predmetih v šoli.